Pozdravljeni, AGD Gustav, Mitra in Zofini ljubimci. Predstavljamo cikel filmskih projekcij s pogovorom Dok v dok, dokumentarna obzorja, s katerim odpiramo premislek, tokrat ga posvečamo za glasbo in vključujemo glasbo za razmišljujoče. Ob tem predstavljamo dokumentarec Šum Balkana, režiserja Borisa Petkoviča. Dogodek pa predstavlja šesti večer v ciklu filmskih projekcij s pogovori. Z mano je Tomaž Grom, slovenski kontrabasist, skladatelj, improvizator in raziskovalec zvočnega potenciala, so zapisali, ki pa je po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja iskal sodelavce in z njimi v bistvu iskal nek zvočni univerzum. In moje prvo vprašanje, kot mogoče sem se malo z naslovom ukvarjala, ne vem, ali je to tvoj naslov, zakaj je šum? To se mi zdi mogoče dobro začetno vprašanje v tem povezovanju različnih življenjskih platform in teh, rekel si, da je v bistvu nesporazum je najbolj kreativen moment komunikacije. In zanima me, zakaj si imenoval v bistvu to dogajanje, to povezovanje, to iskanje te povezanosti med ljudmi kot nek šum? No, saj nisem šum. Pozdravljeni za začetek. Tako se počutim, tako sem vržen zdaj v to zadnjo sekundo, se mi zdi. Mislim, da je bil film prikazan par let nazaj, ne, na vašem festivalu. Ja. In par let nazaj, že več let nazaj, no, leta 2014, se pravi, v bistvu je 7 let od začetka tega projekta. Tako, to je že kar nekaj časa. In zdaj Maja me je poklicala tako rekoč tik pred zdajci. Ta naslov, ne, ni samo šum. Ampak je Duša, šum, ventil in žica je bila v osnovi je bila predstava, na osnovi katere je potem nastal ta film. Če pogledamo zdaj ta naslov, ne, Duša, šum, ventil in žica, to so v bistvu vse neki glasbeni parametri oziroma deli glasbenih teles oziroma deli glasbenih inštrumentov. Dušo, ne, imamo v godalnih inštrumentih, recimo. To je tista v bistvu vez med sprednjo resonančno in zadnjo ploščo inštrumenta pri godalih in temu se reče duša. Ventili vemo, da jih imamo pri trobilnih inštrumentih. Žica, ne, je po srbsko oziroma hrvaško je struna. Šum je pa nek tak osnovni, bi rekel, zvok, ki ga mi slišimo v tišini. Ko se nam zdi, da je tišina, v bistvu poslušamo šum, ker tišine v bistvu ni. To je v bistvu, od tod prihaja ta naslov, no. Se pravi, čisto iz glasbenih parametrov. Ker namreč posnetke smo najprej šli delati take kratke sekvence, ki so bili namenjeni predstavi s tem naslovom. Potem pa Boris Petkovič v bistvu ta film poimenoval Šum Balkana. Zdaj pa ta šum, če ste gledali film, se lahko ugotovi, da po filmu sodeč, da v filmu prihaja do kupe enih različnih šumov med nami. In tako, no, zato je ta naslov. Okej, ena misel se mi je utrnila, rekel si duša, ventil, žica. Zdaj, mogoče sem jaz pomislila, v bistvu, ne, en quote, ki mi je zelo ljub, je The language is exhausted, ki ga sama uporabljam, jaz sem sicer v vizualni umetnosti, ampak zdi se mi ravno to, torej glasba, bi rekla, skozi to, kaj si povedal, ima to dušo, ima ventil, ima žico, če rečemo, da to žico za neko povezovanje med življenji, med ljudmi, v komunikaciji, čemerkoli. Zanima me, kakšen je bil potem, rekel si, da se ta tvoj odnos do tega eksperimenta, ki ste ga posneli tudi v okviru tega
dokumentarca, da se spreminja iz leta v leto, kakšen pa je danes? Kako gledaš na to povezovanje? Kaj bi rekel, da je torej, zakaj, to sem te želela čisto osebno vprašati, zakaj bi rekel, da je duša, ventil, žica, kaj vse premore glasbena umetnost v smislu povezovanja ljudi? Verjameš v tisto, recimo jaz verjamem v umetnost, da zmore, rečemo, tega tranzita med enim in drugim, zdi se mi, da je glasbena umetnost tisti vrhunec, ki zmore ravno skozi nek trans in skozi to zelo specifično retoriko, umetniško, glasbeno, povezati ljudi. Kakšen je bil tvoj odnos do tega tekom ustvarjanja tega filma in spoznavanja teh ljudi? Meni se zdi, meni osebno se zdi, da glasba ni tako univerzalno povezovalna, ne? Ampak da so najrazličnejše stvari lahko povezovalne. Glasba, tako kot je povezovalna, je lahko tudi nekako razdvaja, zelo lahko razdvaja. Odvisno od konteksta, ne? Ampak vi ste iskali vseeno skupen kontekst, ne? Pardon. Vi ste povezovali, ker ste torej mislim, kot kolektiv govorim v množini, ker ste torej na podlagi teh nesporazumov iskali sporazum in nek konsens skozi glasbo, ali ni bilo tako? Jaz upam, da je prišlo do kakšnega sporazuma, ne? Ali pa do konsenza, kot praviš. Ampak jaz nisem čisto prepričan, mislim, jaz sem v bistvu iskal neko, kako bi rekel, vprašanja bolj bi rekel, no? Skozi pač medij glasbe, ali pa če grem še bolj v detajl, skozi dejstvo, da glasbeniki uporabljamo inštrumente in da ko se znajdemo skupaj, ne, začnemo skupaj igrati te inštrumente. In v osnovi naj bi bilo tako, da potem ti inštrumenti nekako se dopolnjujejo, oziroma ker v istem času igrajo, iščejo nek skupni jezik. Ni nujno, da ga najdejo. Oziroma ustvarjajo nekaj novega, ustvarjajo neka vprašanja in neke probleme včasih tudi. Sploh ni res, jaz se ne bi strinjal, da je glasba nujno tako povezovalna, oziroma da je kar samo po sebi pomembno, da če ti glasbenike daš na kup, da bojo oni pač neki, da bojo povezani zaradi tega, ker so glasbeniki, ali pa zaradi tega, ker igrajo inštrumente. Sploh ne. Ali pa da bo glasba zaradi tega kar nekako zafunkcionirala, pa da bo ali ugajala, ali pa da bo, kot si omenila, da bo prišlo do nekega transa, ali ne vem kaj. Jaz tega žal ne razumem tako. Lahko se to zgodi, ampak ni pa to tako samoumevno, daleč od tega. In zdaj, recimo, po mojih izkušnjah s temi glasbeniki, je prišlo do veliko več nekih, bi rekel, nesporazumov, vprašanj oziroma nekih zadreg, oziroma kot pa nekih sozvočij in nekih blagodejnih trans zvočij, ne? Ali kako naj rečem. Ja, a sem odgovoril na vprašanje? Ja. Ker tukaj potem razlikujemo v bistvu to, ne, zdaj, če se opiramo na to bazično glasbo, sodobno glasbo, kakšen se ti pa je zdaj v bistvu ta eksperiment, torej kaj ste pa dosegli z tem, ko ste skomponirali bazo z sodobno glasbo? Zanima me pa tudi to, kako je v bistvu vplivalo življenje teh ljudi, ki si jih spoznal dosti osebno, in ta dokumentarec je tudi zelo popotovalen, kakorkoli potuješ in približaš življenje teh ljudi, osebno plat teh ljudi. Kako se ti je zdelo, da je vplivalo to življenje na bazo, iz katere so ti glasbeniki izhajali in potem komponirali v bistvu to sodobno glasbo? Jaz mislim, da vsaj za nekaj časa je na vse nas precej vplivalo to poznanstvo, pa to v bistvu dejstvo, da smo najprej, v več fazah je namreč to potekalo, ne. Najprej sem se spoznal z vsakim posebej, nekatere sem spoznal kar na ulici, za nekatere sem pa imel neke kontakte oziroma neke namige v določenih mestih. In zdaj to poznanstvo
ena na ena, se pravi, je bilo najprej se zgodilo. Ne. Jaz sem vsem povedal, da po tem snemanju, tem enodnevnem snemanju, da bojo posnetki uporabljeni za predstavo, da pa je plan, da se čez čas, ko bomo najdeli glasbenike iz vseh bivših jugoslovanskih republik, da bom vse povabil, da bom poskusil vse povabiti v Ljubljano in da bi v Ljubljani naredili neko skupno zadevo. Ne? To je bila neka taka, kako ne rečem, nek koncert oziroma glasbena uprizoritev oziroma koncert še z nekimi drugimi performativnimi elementi. In jaz sem to sicer vsem povedal, ampak jaz mislim, oziroma vem, da se oni niso čisto dobro tega zavedali, da bo ta trenutek nastopil in kaj to pomeni. Tako da v tej prvi fazi, ki je šlo ena na ena, smo imeli zelo različne izkušnje. No? Z nekaterimi smo šli celo domov, pa smo spoznali družinske člane, pa te vtisi takrat so bili zelo močni in zelo intenzivni, obojestransko bi rekel. Namreč sreča, najprej smo se mogli nekako, kako bi rekel, malo spoznati, malo povohati, kaj zdaj sploh je ta človek, ki hoče nekaj od mene. Ni bilo čisto tako enostavno vse razumljeno skozi besede. Ne. Saj lahko mi se pogovarjamo, pa ko stvari potekajo, pa ne znamo si predstavljati tega v prihodnost. No. No, ampak tu se mi zdi ravno to dobro, ne, da je bil vseeno glasbena platforma, je bila nek transfer, ne, veš, zatem sem rekla quasi the language is exhausted, da v bistvu ne moramo neka zbližanja, mogoče ne moremo zgolj skozi medije jezika ali pa pogovora uresničiti, ampak nam eni drugi mediji to dopuščajo. Ne? O tem sem govorila v nekem transu, mogoče trans je res beseda, ki je malo previsoka, ampak ravno to, da ko nimamo nekih drugih komunikacijskih sredstev, mogoče imamo glasbo. Ne? Recimo ta dogodek je nastal čisto iz moje pobude, namreč velikega oboževanja Roger Watersa in njegovega filma, ki ga je naredil, in koncertov, na katerih sem bila, kjer se mi je zdelo, da je on v bistvu uspel povezati par tisoče ljudi skupaj v eno idejo skozi glasbo, seveda, ki je bila dodani so bili drugi segmenti umetniških pač stimulusov, ampak on je v bistvu naredil to prezenco, da smo mi v bistvu vsi v tisti dvorani, se mi zdi, doživeli nek medčloveški konsens in ravno to komunikacijo in ravno nekaj nas je dejansko tako povezovalo. In tu se mi zdi glasba dosti močen faktor, ne, prisoten od primarnega. In tu me zanima tudi ta razlika, ki jo ti potem, recimo kot nek profesionalec, ustvarjaš razlika med to bazo pa med sodobnostjo, recimo, kaj je zdaj potem tebi priprineslo v tem, ko si se toliko spoznaval s temi ljudmi osebno in kaj je tebi dalo to razlikovanje potem med bazo pa med tem, kaj mi delamo z bazo in v bistvu delamo v sodobnost. Ja, zdaj tle sem jaz zaslišal par različnih vprašanj. No? Ja. Recimo, se pravi, komunikacijsko sredstvo je bila glasba, oziroma so bili inštrumenti. Niti ne glasba to, kot bi rekel inštrumenti. Glasbe še ni bilo praktično. Glasba je bila neka njihova, pa neka moja. In je pa s časom ta glasba oziroma ta komunikacija z inštrumenti prehajala v nek drugi plan ali pa vsaj nek ob-plan, ker namreč v komunikaciji z njimi so te zgodbe njihove, ne, in to prepletanje pol kasneje vseh teh različnih zgodb postalo tako močno, da je bilo vsaj toliko pomembno kot sama glasba. No. Tu še enkrat bi poudaril, da je bila glasba oziroma inštrumenti, ne, muziciranje, bi rekel, je bilo nekako komunikacijsko sredstvo. In je pri tem tudi skoraj da ostalo. Potem so pač neki glasbeni poskusi se zgodili, ki so
ki se jih da pa zdaj na različne načine ocenjevati, ampak jaz nisem niti za to, ne vem čist najbolj natančno. Jaz lahko zase govorim, da je predvsem se mi cel kup nekih vprašanj postavili. Ne. In sicer, mislim, kako smo različni in kako živimo v tem istem svetu, v istem trenutku, zelo blizu praktično en drugega, ampak smo tako v različnih kontekstih, da smo vsi popolnoma različni in en za drugega praktično sploh ne vemo in se ne poznamo in nimamo blage veze en za drugega in nas briga en za drugega tako rekoč, no, če malo zdaj tako grdo rečem. In se gibamo po različnih, v teh različnih, vsak je v nekem svojem balončku, ne. Kar velja v bistvu za cel svet, pa za vse pač družbene sloje in za vsakega posameznika. Tako da jaz mislim, da te zgodbe so bile vsaj tako pomembne, če ne celo bolj pomembne od same glasbe. A veš, odkot prihajamo, tudi seveda, zakaj sploh nekdo igra, zakaj igra nekdo tako pa tako glasbo, zakaj nekdo igra na cesti, zakaj ima nekdo koncerte, zakaj nekdo ne more imeti koncertov, kaj je zdaj sodobna glasba in kaj je neka tradicionalna glasba in kako se da to sploh povezati oziroma sopostaviti eno k drugemu in kako se to razume, kaj nastane iz tega, kaj v kombinaciji recimo tudi s to neko preteklostjo, to jugoslovansko preteklostjo, ne. Mislim, to je cel kup, to je ogromen enih vprašanj, ki so bila zelo pomembna, mogoče celo pomembnejša od glasbe, ampak tega nisem vedel. Jaz sem bil nekako, sem čisto intuitivno šel to delati in nisem vedel, kaj bo vse to odprlo v bistvu. In je potem Boris Petković, režiser tega filma, nekako se odločil za neko linijo v filmu, ne. Lahko bi jih bilo pa več različnih, ker materiala je bilo zelo različnega predvsej. Jaz mislim, da bi se dali iz tega materiala zelo različne filme posneti. In glede na neodgovorjena vprašanja, torej pričakujemo drugi del dokumentarca. No, to ne vem. Ne, šalim se. To ne vem, bi bilo pa kar zanimivo. Malo mi je žal, no, naj povem ob tem, da smo kar več let obdržali z nekaterimi stike. Najdalj z Miroslavom Matićem, iz Cerplanine, z Gustlarjem. Celo ene 2-3 leta je potem še prihajal v Ljubljano in igral na cesti in večkrat smo ga šli obiskati v Srbijo. Tako smo že postali kot ena taka familija malo, no, bi rekel. Je pa res, da smo se zdaj v času covida, to je že skoraj 2 leti, po 2 leti se pa nismo niti slišali in kar malo mi je žal, ampak nisem zaenkrat uspel še nič v zvezi s tem narediti, no, da bi malo povprašal, kaj pa kako, smo izgubili stike. Nikoli nisem razmišljal o nadaljevanju, ampak zdaj, ko si rekla, mogoče pa bo kdaj napočil ta čas, da bi s temi istimi ljudmi se srečal, jaz bi se z veseljem. Me prav zanima, kaj bi se zgodilo. Meni se zdi zelo čudovito, da si povezal v bistvu glasbeno platformo za to živo umetnostjo, bi jaz rekla, v kateri delujem, torej da je spoj enega in drugega. In zanima me kot zadnje vprašanje, kaj si pa ti v glavnem kot res neko mogoče najbogatejšo izkušnjo vsega tega, kaj bi rekel, da je tebi dalo? Cel ta eksperiment, spoznavanje teh ljudi, neki odgovori na določena vprašanja, nekatera še ti ostajajo, ampak kaj bi rekel, da je tisto, kaj te bogati zaradi tega eksperimenta? Kaj je bil nek odgovor, recimo, ali pa kaj bi, veš, bila, ali pa ni, no, mogoče je to drug nagib, da moraš narediti dvojko. Pa saj mislim, da deloma sem že v teh prejšnjih odgovorih malo nakazal, no. Se pravi, super se sreča z ljudmi, s katerimi se mogoče nikoli ne bi imel prilike v življenju srečati, ker smo tako na različnih koncih
živimo. Pa niti ne sveta, mogoče tudi eni so tleč iz blizu, a veš, tako kot da bi rekel z nekimi sosedi, ali pa z nekimi, ker smo tako v nekem svojem krogu se gibljamo. Po eni strani to in pač navezati neke stike oziroma celo neka prijateljstva in dobiti vpogled, zelo bogat vpogled v njihov način razmišljanja in v te njihove backgrounde, v te njihove zgodovine, v njihove zgodbe, ki je vsaka zase zelo bogata. Zdaj, če gledam kot tako bolj iz neke perspektive umetnika, ne, ali pa umetnosti, ali pa glasbenika, seveda je ta eksperiment, kot praviš, ne, kar je res eksperiment, kako bi rekel, cel kup enih, spet rečem, teh vprašanj, ne, vprašaje, oziroma tisto, ki se postavi pod vprašanje, je to sploh smiselno? A je to možno? A je možno, da jaz, recimo, ki sem, kako bi rekel, ki sem praviloma, ne, v kontekstu nekega, kako bi rekel, glasbenega nastopa, ne, koncertnem kontekstu, ali lahko jaz sodelujem z nekom, ki še nikoli ni bil v koncertnem kontekstu, ampak je pa vsak dan igra na ulici, kar je čist nekaj drugega. In kje so njegovi razlogi, da igra na ulici, pa kjeri so moji razlogi, da igram jaz na ulici. In odkot meni ta glasba in ta želja oziroma potreba, oziroma odkot sploh ta moja glasba pride do mene in odkot njihova glasba prihaja. In ko se to sreča, v bistvu nastane en crash, ne? Nekako nastane ena nemogoča situacija v bistvu. In je treba malo časa in je treba biti zelo odprt, da nekako to pride skupaj. Jaz sem se počutil, kako bi rekel, da nimam pojma praktično. Da nimam pojma, da ne znam zaigrati praktično nič. Najbrž pa oni tudi podobno. Ja. Ker oni niso bili še na koncertu, pa niso nekateri, no, se ne vsi. Ampak govorim zdaj za te tradicionalne glasbenike, bi rekel, ki izhajajo iz teh njihovih tradicij, recimo te iz Bosne, pa iz Srbije, ali pa Nevaj iz Makedonije, ne, ta Albanc. In ostala dva, no, tudi Albanca, Roma. Oni mogoče še niso imeli koncerta, nikoli take vrste koncerta na festivalu sodobne glasbe, ne, recimo, ali pa džeza, ali pa ne vem, nekih teh predalčkanj, ne, ki jih mi imamo v teh raznih koncertnih kontekstih. In je bilo zanimivo gledati, to je bilo nekaj čist novega, ne. In sredi smo bili vsaj ta kratek čas skupaj, no, da sem vsaj malo lahko dobil pogled v to. In to je vse zelo bogati človeka, ne. Če si pusti ta vprašanja, pa mogoče tudi kakšen odgovor pride, pa vsa ta poznanstva, če si pusti blizu in če si drugi pustijo blizu, to je največje bogatstvo, če se lahko nekako povežeš, ne. No, torej ta povezanost, ta transfer in vseeno bom jaz verjela, da neka moč umetnosti, glasbe in tega, da prihajamo skupaj kot ljudje, kar mislim, da je v današnjem času zelo bistveno, ker smo še bolj vsak svojem mehurčku, tako da zelo se ti zahvaljujem za ta pogovor. Mislim, da bomo počasi končali in vabimo gledalce k ogledu, kjer bodo sami videli v bistvu vso ozadje najinega pogovora. Jaz pa navijam, da bo še drugi del. Hvala. Okay. Hvala tudi tebi.